Lep pozdrav vsem. Današnjo novinarsko konferenco smo sklicali z razlogom, da pojasnimo obstrukcijo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke na današnji izredni seji. Kot veste, je vlada v proceduro Državni zbor predlagala 3 zakone po nujnem postopku: zakon o tujcih, zakon o delovnih razmerjih in zakon o davku na dodano vrednost. Mi smo že na kolegiju predsednice Državnega zbora opozorili na to, da gre ponovno za zlorabo poslovnika, v katerem piše, da lahko vlada po nujnem postopku predlaga spremembe zakonov in aktov, ki se nanašajo na odpravo posledic naravnih nesreč, ko gre za varnost, ogroženost varnost države ali za nepopravljive posledice za državo. Jaz sem že na kolegiju torej opozorila na to, da gre ponovno za zlorabo tega dela poslovnika, opozorila na to, da v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke takšnih zlorab ne bomo več podpirali, in zato smo tudi zahtevali včeraj ponovno odločanje o odločitvi kolegija, da se ti zakoni sprejmejo po nujnem postopku. No, včerajšnje dogajanje, moram reči, da čez cel dan, ko smo mi vlagali te zahteve, je bilo, kot da smo v izrednih razmerah, kot da imamo vojno stanje zaradi 3 zakonov, ki v bistvu ne sledijo poslovniškim določilom. Na podlagi tega, da je včeraj potem bil sklicano tudi v roku ure in pol izredna seja Državnega zbora za ponovno odločanje in potem seveda z namenom, da se danes ta procedura nadaljuje, smo se odločili za obstrukcijo. Namreč še enkrat ponavljam, da ti 3 zakoni ne sledijo poslovniškim določilom, ne gre za to, da bi odpravljali posledice naravnih nesreč, ne gre za to, da je ogrožena varnost države, ne gre za to, da bi v bistvu odpravljali nepopravljive posledice za državo, ravno nasprotno. Veseli bi bili, če bi imeli v Državnem zboru danes zakon po nujnem postopku, zakon o obnovi po poplavah. Če bi imeli mogoče interventni zakon za pomoč družinam, ki so še vedno na poplavnih, iz avgusta poplavljenih območjih brez stanovanj, brez strehe nad glavo. Tako pa imamo zakon o tujcih, ki zmanjšuje raven znanja slovenskega jezika za tiste, ki želijo živeti v Slovenijo, na preživetveno raven. Nihče ne ve, kaj to pomeni, nihče tega ne zna pravilno definirati. Potem imamo zakon o delovnih razmerjih, kjer v bistvu z oceno vlade 24 milijonov škode za gospodarstvo pomeni ogrožanje države, ne pa da bi pomagala v bistvu gospodarstvu in državi pri dvigu recimo gospodarske rasti. Kar je pa še največji absurd, je pa to, da so zakon o davku na dodano vrednost zahtevali nujni postopek, sprejeli nujni postopek, na koncu pa zakon umaknili iz procedure oziroma umaknili na eno od naslednjih sej. Torej, iz vseh teh razlogov in smo se potem danes odločili na poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, da temu pač ne bomo več prisustvovali, ne bomo podpirali takšnih zadev, ker je pa zdaj že pa res šlo čez vse meje. Jaz moram reči, da tudi predsednica Državnega zbora je že nekajkrat na kolegiju tudi opozorila vlado, da pač katerikoli zakon kar tako pač ne more biti po nujnem postopku vložen oziroma zahtevo za nujni postopek, in smo torej danes obstruirali. Jaz moram pa tu na tem mestu še pa poudariti tudi to, da je pa več kot jasno Nova Slovenija zagotovila sklepčnost in tudi torej s prisotnostjo svojih poslancev dala kredibilnost tem nujnim postopkom, ki, še enkrat pravim, ne sledijo poslovniku in so daleč od tega, da so potrebni v takšnem postopku. Toliko, hvala. Ja, na to temo govorili ste predvsem o nujnem postopku, pa vendarle vsebina, torej zakona o delovnih razmerjih, morda komentar še na to, predvsem v luči tega, da ta zakon ni bil sprejet v nekem dogovoru s socialnimi partnerji. Vemo, da gospodarstvo mu odločno nasprotuje, predvsem na račun te, kot pravi, ignorance vlade, ko gre za pogajanje. To je še tudi eden izmed razlogov, v katerem, kot ste tudi sami povedali, da ni bilo usklajeno z vsemi socialnimi partnerji. Jaz moram reči, da ta vlada na začetku v aprilu 2022 poudarjala ta socialni dialog, da bodo vsi zakoni torej usklajeno prišli tako z delodajalci in pa kot drugi strani delavci. Danes pa vidimo, da v bistvu
Jaz moram reči, da je to nekako politična agenda levice, ki poskuša takšne zakone oziroma ji uspeva takšne zakone spraviti v proceduro in tudi v sprejetje, kar je zelo žalostno, da pač bodo delavci oziroma delodajalci, še enkrat poudarjam, po pregledu vlade oziroma zapisu vlade v zakona oškodovani za 24 milijonov. To je država oškodovana, mi vsi. Potem še kakšno vprašanje? Kako si je pol v bistvu sploh razlagate te aktivnosti v bistvu poslanske skupine Gibanja Svoboda in pač celotne vlade, da ustrajajo s temi nujnimi postopki? Če vam bi to pripisali in kako vidite nasplošno tako delovanje z njihove strani? Glejte, odločitev je seveda na vladi. Najprej koalicija pač potem sprocesira te zadeve v državnem zboru, ampak najprej vlada predlaga zakone po nujnih postopkih. Zdaj, zakaj na takšen način, to je najlažje speljati takšen postopek. Ni potrebno določenih procedur, določenih usklajevanj, vidimo, niti očitno se ne poslužuje več tega socialnega dialoga in tako naprej. Tako da to stanje, ki je zaskrbljujoče za državo. In če bodo s takšnimi zadevami nadaljevali, jaz mislim, da bo najbolj oškodovana država oziroma vsi državljani Republike Slovenije. Pripisali, kot ste rekla, dajanje kredibilnosti strani Nove Slovenije, vladnemu delovanju? Jaz mislim, da je to vprašanje za Novo Slovenijo. Ja, jaz imam še eno vprašanje in sicer izrazili ste se, da sta to dva zakona, torej zakon o delu oziroma novela zakona o delu pa o tujcih, ki škodita slovenskemu narodu. Mogoče izpostavili ste, kako naj bi ta za delo škodi narodu, gospodarstvu, torej kako mogoče pa ta o tujcih škodi slovenskemu narodu? Glejte, v Sloveniji, pa v katerikoli drugi državi, je pomembno, da če želimo posamezne skupine, ki niso, bom rekla, iz Slovenije, če govorim direktno za Slovenije, integrirati, da je del tega tudi slovenski jezik, znanje slovenskega jezika. Že danes, kljub temu, da ko je bila pač stopnja znanja slovenskega jezika na stopnji A1, se pojavlja veliko težav, s katerimi se soočajo tisti, ki prihajajo v Slovenijo, da pač recimo v šolstvu poznamo primere, veliko primerov, ko otroci ne znajo in v bistvu to ni dobro za njih, za to integracijo. Potem na področju zdravstva, sociale in tako naprej. In to seveda pomeni na eni strani, bom rekla, obremenjujoče za njih, ker se ne morejo vklopiti, konec koncev, če pa želimo integracijo narediti na ravni kot pač, torej, da sprejmemo slovensko družbo, pa jaz mislim, da je potrebno znanje slovenskega jezika na veliko višji ravni, kot je na tej preživetveni, ko še vedno danes ne vemo, kaj to pomeni. Lahko še eno pod vprašanje. Vem, da je pred enim mesecem minister Mesec govoril tudi na enem od sestankov o tem, da ne bi tudi ta zakon o tujcih želeli zdaj toliko na hitro procesirati, zaradi tega, da bi lahko tudi v sanaciji, poplavni sanaciji se več tujcev zaposlovalo tudi v teh gradbenih podjetjih. Mislite, je mogoče ta nivo jezika se zato, da so zdaj znižali in tako hitro porivali ta zakon naprej, ali da to nima nobene veze? Kolikor je meni znano, do sedaj je 30 oseb sprejelo javna dela na tem področju. Zdaj ne vem, koliko je bilo tujcev, tukaj ne gre za tujce delavce, tukaj gre za tujce, ki se pridružujejo družini. Če prosim lahko za komentar ponedeljkovega pričanja nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar pred preiskovalno komisijo in pa tudi vaš komentar potem na odgovor premijera, da je edina resnica, ki jo je govorila, ta, da je imela nalogo naj policijo očisti janšistov. Zdaj, če poslušamo, oziroma če smo poslušali obe strani, torej ministrico Bobnarjevo in premijera Goloba, nas lahko skrbi, kakšne so bili odnosi oziroma kakšni odnosi so znotraj sedanjih koalicijskih partnerjev ali pa najožjih sodelavcev, torej ministrov do premijera in kakšni so bili. Da danes gledamo to pranje umazanega perila pred javnostjo. Po moje je situacija zelo v bistvu žalostna in zaskrbljujoča za vse nas. Mogoče vseeno še vemo tudi, vaša vlada, vlada Janeza Janše se je soočala s podobnimi očitki o pritiskih o domnevnih pritiskih na delo policije.
tudi to je bila ena izmed pravzaprav predvolilnih obljub premierja Goloba, da bo temu naredil konec, zdaj spremljamo to, morda še komentar na to. Ne vem, o kakšnih pritiskih govorite, o teh pritiskih, ki danes poslušamo strani te koalicije, oziroma naj bi izvajala ta koalicija, jaz o takšnih pritiskih v času naše vlade ne vem. Morda vseeno glede v zvezi z odgovorom premijera in informacijami, ki so prišle v javnost, na to temo bo danes zasedal tudi KNOVS, da naj bi vplival na policijo glede oziroma na NPU glede aretacije ruskih vohunov. Kako vi to spremljate in boste tudi se morda kot opozicijska stranka poslužili kakšnih manevrov, ki so vam na voljo? Glejte, jaz sem vodila preiskovalno komisijo in dobro vem, kaj je to zaprta seja. In jaz lahko komentiram samo to, kar sem prebrala v javnosti, v teh pritiskih. Še enkrat bom ponovila, da to na takšen način prihaja ven, da so to takšne izjave enih in drugih, moram reči, da je zaskrbljujoče, torej kako deluje koalicija oziroma vlada med sabo, torej na relaciji premier in ministri. Pravim teh, kar se tiče ruskih vohunov, pa ne bi komentirala, ker ne vemo, ali to res drži ali ne. Lahko samo še glede rekonstrukcije. Vlada je povečala število ministrstev, dobila bitko na referendumu. Včeraj smo slišali premierja Goloba, ki zdaj razmišlja o nekem švicarskem modelu 7 ministrstev, še komentar na to. Zdaj vam rekla, vam nismo rekli, da vam bomo rekli. Lahko potegnete naše izjave pred časom referenduma, v času tega, ko so vložili zakon, pa je odgovor na dlani. Samo še eno vprašanje, v bistvu dopolnitev tega, če veliko se špekulira vsaj na družbenih omrežjih, pa v podpornikih ali vprašanjih SDS-a, da naj bi vložili ustavno obtožbo oziroma impeachment, ali res pripravljate to? Ne vem, glede česa? Glede predsednika vlade. Glede njegovih izjav? Glejte, 14. člen Ustave govori o tem, da se varuje človekove pravice ne glede na posameznikovo usmerjenost, tudi politično. To je prva stvar. In predsednik vlade v tem delu krši Ustavo. V poslanski skupini oziroma kolega Žan Mahnič, mislim, da je vložil poslansko vprašanje, da naj predsednik vlade oziroma vlada odgovori, kaj je s svojimi odgovori mislil. V vseh ostalih korakih se bomo pa pogovarjali. Lahko še en komentar morda samo na te plakate, ki so se pojavili očitno ob cestah in z povezavo potem tudi, čeprav razumemo, do vaše stranke in ki je v organizaciji vaše stranke, ki smo prav razumeli. Kaj je namen takšnega oglaševanja? Se že pripravljate na kampanjo? Glede na vaše vprašanje, očitno so plakati dosegli svoj namen. Hvala lepa. Lahko še komentar na danes solidarnosti prispevek, da se in oziroma bo obremenil dobiček podjetja? Zdaj sem se spomnila na eno pričanje gospoda Jankoviča, ko je rekel, odgovor je enak prejšnjemu. A vam nismo rekli, da vam bomo rekli? Mi smo jasno povedali, takrat, ko se je sprejemal ta zakon in solidarnostni prispevek, da to ni potrebno. In danes je to izkazalo. Najlepša hvala.